Spoštovani, nahajamo se v enem mestnem gozdičku, ki je zelo priljubljena točka, kamor ljudje pridejo se sprehajati, pridejo malo na sveži zrak in pa predvsem pridejo izprazniti predale iz svojih avtomobilov in vrš stran stvari, ki jih več ne rabijo. Evo, nekdo ima še vedno CD player, da vidimo Mile Kitić, Halid, Šerif in nekdo je to stran vrgel. Pa ne rečemo, ne, kdor ne mara Halida, očitno tudi okolja nima rad. Gremo naprej, evo ga, kartica. Žal ni bančna, ampak je kartica zvestobe. Zaradi GDPR-ja ne smemo razkriti čisto točno, kdo je, ampak recimo samo, da gospod Denis neki ni bil zadovoljen in je tole vrgel stran in hkrati s tem je vrgel tudi svojo identiteto. Ajde, gremo naprej. Plastika, plastika. Opa, jogurt. Wow, to je še zmeraj neki not. Pri teh stvarih nikoli ne veš, ali je človek to vrgel stran ali si je pustil za pol, kakorkoli že, ta datum je v redu, tako da hvala gospodu. Opa, denarnica. Dajmo pogledati. Mislim, če že mečeš denarnico, da je vsaj nekaj denarja odpust. Aha, so pa neke kartice. Urbana. Gospod Kovač. Ja, gospod. Aha, kaj pa če to vrgel nekdo, ki je njemu tole ukradel? Evo, še zdravstveno je tukaj. V tem primeru gospoda Kovača obveščamo, da imamo vašo denarnico z vašimi dokumenti, tako da pridite mi, z veseljem vam vrnemo. Pošteni najditelj ne pričakuje nobene nagrade, če pa slučajno bo, pa se ne bomo branili. Tako da, evo, denarnica. Ja, še malo piksen. Opa, kaj je kle, verjetno nek korona test. A ne? Tole je pa nosečniški test. In če je tale Telekomovo obvestilo in tale test kakorkoli povezan, potem lahko rečem, da bo zibala Tanja. Bravo, Tanja, čestitamo. Vse najboljše in najlepše vam želimo. V glavnem, evo, malo smo spucali. In zdaj, tisto, kar bi povedal na koncu, ni lepo, da mečete smeti tako po gozdu ali kjerkoli. Če pa že to počnete, dajte to početi anonimno, ne pa tako, da takoj stalno zvemo, kdo ste bili. Čau!